Občina Vitanje je ena manjših slovenskih občin. Šteje okrog 2350 prebivalcev in meri približno 6500 hektarjev. Pogled v zgodovino kraja priča o tem, da naj bi se že v davnini tu oblikovalo pomembno središče. Prav posebej zanimiva pa je naveza na ime Vajtenštajn. Najprej lepo zdrav vam, vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije, poseben pozdrav Vitančankam in Vitančanom. V imenu Vajtenštajn se skriva resnično del naše zelo bogate zgodovine. Beseda pomeni v nemščini videl kamen, beli pohorski marmor, ki so ga Rimljani že v času pred Kristusom kopali v bližini cerkvice svetega Vida, pa je pustil sledi oziroma to početje v obliki dveh nagrobnih plošč, ki so bile izkopane na tem kraju in so vzidane v prak Beškovnikove kapele, tam blizu stoječe, in to dokazuje resnično na našo staro preteklost. Kasneje je iz tega sledila najbrž izpeljanka kraja Vitanje in mi smo na to ime, mislim, da upravičeno tudi ponosni. Gospod župan, kako so se v grbu občine Vitanje znašle školjke? Zelo pogosto vprašanje. Malce neobičajen je ta grb za tak celinski kraj kot naš. Ena od razlag, da naj bi bilo posledica tega, da naj bi tu bilo nekoč jezero, ampak nisem zaznal, da bi kdorkoli in kjerkoli našel kakšne ostanke le tega, niti slučajno ne školjk. Moja razlaga je ta, da je najbrž ta grb prinesla seboj ena posvetna gosposka, ki je najbrž pri nas bila lastnik večje posesti in je nekoč donirala večji znesek za obnovo farne cerkve. In ob tej priložnosti najbrž dala na strop te cerkve naslikati tudi ta grb. Tam so ga našli heraldiki in potem je ta grb prešel v preslikavi kot uradni predlog za občinski grb in kot tak je bil sprejet in potrjen. Je lep in ga imamo radi. Je pa z grbom občine Vitanje nekako povezanih kar nekaj zgodb, anekdot. Skratka, imate ga radi in zanimivo se mi zdi, da je tako tak čist, da mu heraldiki najbrž takrat niso nič kaj dodali. Ne, gre za čisti posnetek. Je pa zanimivo, da sem bil opozorjen pred leti, ko so naši ljudje potovali v severno Italijo, da so tam v enem kraju našli popolnoma identični grb, kar daje misliti. To zadevo bi rad tudi sam podrobneje raziskal. Ker je ravno priložnost, povem še zanimivo zgodbo vezano na tale izdelek, ki je na mizi. Pred približno 17 leti smo s takratnim županom Slovenskih Konjic, gospodom Jazbecom, takratnim županom občine Zreče s gospodom Koširjem, sedeli v termah Zreča in bili postreženi z eno solato, ki je bila vsebina teh školjk. Ko smo izpraznili te školjke, mi je konjiški župan Jazbec vse te školjke zavil v papir in rekel: Slavko, iz tega lahko napraviš grb. In to smo kasneje tudi res storili in ta grb sem poklonil novo prihajajočemu župniku in seveda mu tudi povedal, da je v taki izvedbi veliko prispodobe, da znamo Vitančani biti trdi kot kamen, hkrati pa tudi mehki in topli kot les, tako kot je podstavek. Kako krmariti vmes pa je umetnost, ki jo mora iznajti sam.
Ampak tudi kot župan najbrž morate znati krmariti tako prav med tem lesom in kamnom. To svarilo, ki sem ga izrekel, velja definitivno tudi zame in še za koga, ki se ukvarja tudi s krajevno politiko. Tako pač je in velikokrat je treba tenkočutno razmisliti, preden se sprejemajo odločitve. Vitanjčani imate bogato zgodovino, čeprav je kraj majhen. Zanimivo se mi zdi, da je sedež občine v Trškem dvorcu, ki je častitljiva zgradba iz 12. stoletja. Mislim, da ste tudi vi tako osebno zelo naklonjeni tej zgodovini, da se ohrani in da jo negujete. Zgodovino moramo spoštovati, to smo dolžni iz zahvale prednikom, ki so vse to pravzaprav ustvarili, kar danes lahko uživamo. Ena teh dobrin je tudi Trški dvorec. Trški dvorec je bil zgrajen v domeni Krške škofije za potrebe upravljanja posesti na tem področju. Štimolak o dvorcu piše, ko našteva hiše v trgu, ta 20. graščina, dom varje in pot, zato so postavili to hišo v ta kot. Seveda je po svoji vsebini vedno predstavljala srčiko dogajanja v kraju. Ena od navedb je, ali pa zgodovinskih zapisov, da se je v 14. stoletju tu, v koncem 13. in 14. odvijalo tu krvnosodstvo za približno področje polovico današnje Slovenije. Viri pričajo, naj bi se v tej hiši pričel tudi proces proti Veroniki Deseniški. Kasneje je hiša prehajala iz rok v roke, v glavnem med imetniki, ki so imeli tukaj bodisi rudnike, bodisi obdelovalne obrate. Nazadnje je pristala v rokah družine Kušar pred drugo svetovno vojno, potem jim je bila odvzeta, ko pa je z denacionalizacijo jim bila ta hiša vrnjena, so Kušarjevi ponudili možnost odkupa občini in občina je to priložnost izkoristila. V začetku je bilo malo pomislekov, ker je bil dvorec silno v slabem stanju, ampak z leti smo ga skušali obnoviti in danes se odločitve izkazujejo kot pravilne. Ohranili smo to hišo, v njej je vsebina in trenutno je v takem stanju, da bo lahko še služila mnogim rodovom. In če ima človek ne samo kraj in ljudi rad, ampak ima rad tudi zgodovino, je mogoče še dodatno veselje iti potem vsak dan v službo? Vedno se odkrije kaj novega. Če imaš malce žilice oziroma če hočeš videti in slišati, tudi opažam, da ljudje radi brskajo po zgodovini in velikokrat se zgodi, da kdo potrka na vrata s kako svežo novičko in kaj doda v mozaik teh zanimivosti, ki so vse skozi pravzaprav prisotne in naša spremljevalka. Omenili ste tako mimogrede Štimolaka, pa mogoče rečeva samo nekaj stavkov okrog tega. Vsaj trije zanimivi ljudje so povezani z Vitanjem, ljudska pesnika Matija Štimolak in Jurij Vodovnik in pa slovenski raketni inženir, častnik, pionir kozmonautike oziroma astronautike, vesoljskih poletov, tehnologij Herman Potočnik Nordung. Živeli so v različnem času, nekako v različnih obdobjih. Mogoče bi se tu in tam kdo lahko med seboj srečal, pa se niso. Na kakšen način so povezani z Vitanjem, tako različni kot so? Vsi trije so pustili neizbrisen pečat, ki bi ga bilo smrtni greh prezreti, čeprav se je praktično to dogajalo precej dolgo. Vsi trije so bili prezrti pravzaprav vse do nedavna.
mi smo pravzaprav najprej začeli močneje promovirati ravno Hermana Potočnika Nordunga. Kasneje smo se lotili tudi Štimolaka in zbrali njegove pesnitve v dostojni knjigi z naslovom Jaz sem Matija Štimolak. Vodovnik je v bistvu bolj naš, kot se nam ga pripisuje. Veliko je se zadrževal v Vitanju, med drugim ena od zanimivih pel pod oknico tudi Slomšku, ki je prišel rešiti primer prikazovanja Marije v Vitanju. Kasneje so Vodovnika dostojno spromovirali Zrečani, tako da je dobil mesto, ki mu pritiče. Prej sva omenila, da je zanimivo brskati po zgodovini. Ni teden dni star primer, ko se je pri meni oglasil en naših občanov in prinesel zanimiv zveščič, ki je bil v zelo, zelo slabem stanju, poln Štimolakovih pesmi, ki niso še nikjer objavljene. Seveda sva ta zvestič pazljivo s pomočjo tehnike preslikala. Sam ga počasi prepisujem in v novi številki Vitanjčana bomo objavili tudi 2 pesmi iz tega zveščiča. Tako to približno skušamo ohranjati. Hkrati seveda smo letos se Štimolaku oddolžili tudi z skromnim spomenikom na Gmajni. Ta spomenik hkrati promovira tudi delo Hermana Potočnika in to so tista dejanja, s katerimi nekako skušamo poplačati ta vložen trud tem našim rojakom. Štimolaku ste zelo naklonjeni, zelo ga imate radi, a ne? Štimolak je posebnež. Mi je zelo, zelo blizu. Spoštujem ga zato, ker je bil čisti samouk, nikamor ni hodil v šolo. Branja in pisanja, pravi, sem navadil se doma, se pravi, sam se naučil vsega tistega, kar je potrebno in potem izkoristil ta prirojeni talent in potem s čisto preprostim zlaganjem rim zna ustvariti čudovita skladja, tako da je pravzaprav zanimivo in te presune vsakič, ko odkriješ kak nov izraz, ki ga je takrat uporabil, znal je skomponirati silno umne stvari. Ampak nekoliko drugačne, kot je to storil Herman Potočnik Nordung. Gospod je bil zelo izobražen, v bistvu pionir tako kot sva rekla, v razvoju kozmonautike, astronautike. Na kakšen način je povezan z Vitanjem? Mama je bila doma od tu? Točno tako in tudi precej dokazov je, da tudi očetov rod sega v Vitanje. Eden takih je pričevanje oziroma zapis, da je bila babica po očetovi strani Vošnjakova. Vošnjakovi so bili nekoč Vitanjčani, ki so tukaj začeli z usnjarsko obrtjo, pa se potem zaradi majhnosti kraja in zaradi tega, ker so spoznali, da Vitanje nikoli ne bo pripeljala železnica, preselili v Šoštanj, tako da segajo korenine tudi po očetovi, po Potočnikovi strani. V Vitanje in ljudsko izročilo pravi, je pa seveda malce neraziskano, da naj bi sem direktno segal tudi Potočnikov rod. Točno kako pa bo še potrebno raziskati. Omenili ste spomenik na Gmajni, prekrasen poklon, z eno besedo bi lahko rekla, zgodovini kraja. Točka, kjer ta spomenik stoji, je
zelo primerna za to postavitev, terjala je to mesto ureditev posebno. Mi smo na tem mestu urejali tudi parkirne prostore in zdi se mi, da je bila to prava priložnost za postavitev tega kipa, ki hkrati z svojim materialom, iz katerega je narejen, pravzaprav pove, opominja na zgodovino, o kateri sva prej govorila. Gre za gmoto pohorskega marmorja, ki smo ga izkopali tam blizu cerkvice Svetega Vida in iz katerega je potem kipar gospod Franci Černelč izklesal. Na hrbtni strani podobo Štimolaka po opisu. Naj mimogrede namignem, da počasi brskamo in se namiguje na možne sledi, da odkrijemo fotografijo. Na sprednji strani pa je upodobil pesnikovo roko. Pesnik Štimolak je bil tudi tesar, ki klešev v les črke in s tem nekako ponazoril njegovo ustvarjalnost. Hkrati pa smo na vrh tega kamna dodali tudi formo letečega krožnika oziroma tega kolesa, ki ga je ustvaril Herman Potočnik Norton. Skulpturo ste odprli ob praznovanju občinskega praznika. Občina Vitanje praznuje 25. junija. Bil je to čas, ko so ukrepi zaradi prvega vala epidemije nekoliko popustili, lahko ste se nekoliko več družili. Za občino Vitanje pa je zanimivo, da praznuje 25. junija dvojni praznik, torej občinski in državni. Slovesnost ste imeli v Centru vesoljskih tehnologij. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, tudi vi. Kako ste doživljali to slovesnost takrat v tistem času? Ta dan je bil precej zapolnjen z različnimi aktivnostmi. Namenu smo predali tudi kilometrski odsek ceste v Breznu in odprli to obnovljeno parkirišče ter odprli tudi kip na Gmajni. Potem pa smo tukaj v centru Nordonk opravili tudi samo proslavo občinskem prazniku s podelitvijo priznanj in nagrad zaslužnim občankam in občanom. Bili smo veseli obiska predsednika Državnega sveta gospoda Kovšce, ki je svojim nagovorom spodbudnim znal navdušiti občanke in občane. Lep praznik je bil to, je pa, kot je tako običajno tudi v primeru ostalih občin, tudi pri nas ta praznik vezan na zgodovinski dogodek iz leta 1406, ko je kraj dobil trške pravice, tako da tudi sam praznik sega daleč v zgodovino in vsakoletno proslavljanje tega praznika je tudi opominjanje in ozaveščanje na ta davni čas. Po slavnostni seji, po podelitvi priznanj občinskih nagrad ste dejali, da gredo pri vas nagrade vedno v prave roke, da ste jih vedno veseli. Še posebej pa mislim, da ste izpostavili to mladost, ki je v tistem trenutku je lahko zgled, modrost, torej tisti, ki so za kraj že nekaj naredili. Tako, sistem je nastavljen na tak način, da je da so same prijave in potem odločanje o predlogih izpostavljeno ali pa razdeljeno med odgovornost več ljudi. Imamo za dokončno odločitev tudi posebno komisijo. Na koncu predloge komisije potrdi še občinski svet. Glede na majhnost kraja in glede na to, da se vsi zelo dobro poznamo med seboj, pa se
da hitro oceniti, kdo si kaj zasluži in kdo ne. Tudi zato so ti predlogi vedno skrbno pripravljeni in imajo svoje opravičljivo ozadje in doslej je bilo tako, da so si praktično vsi prejemniki ta priznanja tudi zaslužili z dolgoletnim sodelovanjem in svojimi prispevki v delovanju lokalne skupnosti, tako ali drugače. Kako ste preživeli tisti prvi spomladanski val epidemije? Ste bili zelo zaprti? Moram reči, da nas je s početka presenetil precej, ker smo nanj bili povsem nepripravljeni. Potem smo zelo hitro dojeli, da bo lažje, ker so naša opozorila zelo resno vzeli naše občanke in občani. Hkrati smo skušali po svojih najboljših močeh, najprej sami, potem tudi s pomočjo države, poskrbeti za zaščitne ukrepe, za ozaveščanje ljudi, za vse ostale dejavnosti, ki so bile takrat potrebne. Šlo je za dobro sodelovanje štaba civilne zaščite z občino in skupaj z vsemi sodelujočimi smo ustvarili eno mirno klimo, eno sorazmerno umirjeno situacijo, ki ni razburjala, ni puščala posledic in še posebej smo bili veseli, ko so pa začele razmere popuščati in so se začeli sproščevati ukrepi. Smo pa medtem seveda izkoristili priložnost, ko je bila občina zaprta za obiske strank in smo intenzivno delali na papirologiji, ki je potrebna za izvedbene projekte, ki smo jih izvajali kasneje, tako da smo potem, ko se je situacija umirila, lahko na polno štartali z deli na terenu. Zaradi COVID-19 niste mogli izpeljati marsikatere izmed prireditev, tudi tistih tradicionalnih družabnega, društvenega življenja, ki je sicer v Vitanju aktivno, je bilo bore malo. Res je, če je bilo kaj letos v Vitanju okrnjenega, je bilo to družabno življenje, nažalost, ali pa je tako tudi drugod, ne samo pri nas, smo se pač bili primorani podrediti zahtevam in dani situaciji. Situacija je odnesla recimo največjo turistično prireditev Holcerijo. Ni bilo možno organizirati še drugih prireditev. V preteklih letih se je organizirala denimo recimo tudi gasilska veselica. Še kaj, no. Eden od redkih dogodkov je bila prireditev Trška kuhna, ki je lepo uspela, vse drugo pa bo žal moralo počakati na bolj zdrave čase. Kakšno pa je trenutno stanje v občini Vitanje glede epidemije zdaj v drugem valu? Moramo reči, da smo lahko precej pomirjeni, ker je skupno število okuženih sorazmerno nizko. Se dnevno spreminja, ampak ni zaskrbljujoče. In še bolj pomirjujoč je podatek, da so pravzaprav tudi oboleli išli iz tega z sorazmerno blagimi posledicami. Tako da ni prihajalo do hujših pretresov. Upam, da bo do konca tako in da se zadeve čim prej umirijo. Kako ste v Vitanju reševali tiste najbolj osebne stiske, ki jih je gotovo tudi k vam prinesla epidemija? Kako jih rešujete? Jih poznate?
poznamo, situacijo na terenu spremlja tako civilna zaščita kot predstavnike Rdečega križa, Karitasa in ostali humanitarci, tudi ljudje se dobro poznajo med seboj. Osebno sem pomirjen tudi z dejstvom, da ne prihaja do motenj v skrbi, bodisi s hrano ali energenti. Vse teče dokaj nemoteno, tako da do hujših pretresov ni prihajalo. Tam, kjer pa so se pokazale potrebe, teh potreb je bilo pravzaprav silno malo, pa so ljudje lahko računali na pomoč. Veliko se je v tej smeri angažiral Rdeči križ. Omenili ste že, da ste uspeli odpreti 3 večje investicije v občini. Kako pa je v bistvu prav na ta investicijski ciklus vplivalo to epidemiološko dogajanje? Pravzaprav sploh ni vplivalo. Kot rečeno, so se stvari obrnile tako, da smo pravzaprav lahko končali vse planirane investicije, razen ene, ki jo še izvajamo v teh dneh. Gre za krajši odsek obnove cestišča pri cerkvici Svetega Vida. Računamo, da morda nam narava nakloni še 2-3 lepe dni in bodo dela končana pred zimo, potem pa smo praktično zaključili vse, tako da če se da, se hoče, no. Pa malce sreče je tudi potrebno. Kakšno pa je sicer, ko ste že omenili cesto, stanje cestne infrastrukture v občini Vitanje? Vemo, da je razvejana, da je tudi nekako hribovita, do nje vodijo različne poti in te lokalne ceste. Občina je glede na svojo površino, ki ste omenila uvodoma, precej zahtevna, kar se tiče dostopnosti, premore zelo veliko teh cest na podeželju, ki so bile vse do leta 90 praktično povsem v makadamski izvedbi. Prvi asfalti so se začeli tam praktično po 90. letu. Takrat so bile možnosti takšne, da smo pač bili primorani za malo denarja postoriti čim več in nesreča je ta, da nam ti prvi odseki zdaj že intenzivno propadajo in jih je treba obnavljati. V vseh teh letih pa je bila politika naravnana tako, da se je prvenstveni poudarek med investicijami puščal prednost prav cestni infrastrukturi in zato danes peljejo asfaltne poti precej visoko v hribe. Tega se včasih sami niti ne zavemo, nam mora kdo, ki pride od drugod, to povedati, da nam je vendarle uspelo postoriti na tem področju veliko, nismo pa še postorili vsega. Zato uperjamo tudi vse nadaljne sile v tej smeri, da bomo še delali ceste, ker je pač cesta tista osnovna dobrina, ki na nek način lajša življenje tamkaj živečih, približa te odročne domačije svetu in je posledično ta rešen problem tudi vzrok, da tam ostajajo mladi. Glede na to razvejanost, ki ste jo omenili, je najbrž tudi težava vodovodno, kanalizacijsko omrežje. Kako rešujete te stvari? Če začnem pri kanalizacijskem omrežju, moram pa reči, da smo bili v preteklih letih zelo uspešni. S kanalizacijo smo se začeli ukvarjati pred 18 leti približno, ko sem prvič prišel na občino. Takrat je bila v kraju zgrajena čistilna naprava, kanalizacijski sistem pa v celoti potreben obnove. Imeli smo srečo, da smo uspeli 2-krat na razpisih in do danes posanirali sistem tako, da
je praktično končan in na dolgi rok ne bo terjal dodatnih vložkov in posodobitev. Poštev pridejo samo kakšne manjše stvari, ki niso omembe vredne. Kar se pa tiče vodooskrbe, je pa situacija taka, da sta prisotna dva akutna problema. Eden je manjko vode na področju Paškega Kozjaka, kjer se pojavljajo anomalije v sušnih obdobjih, v normalnih razmerah je vode tu recimo za sprotne potrebe dovolj, je pa treba vedeti, da se je v preteklih letih zaradi intenzivnosti kmetijske dejavnosti tudi povečal precej stalež govedi in še česa, kar terja dodatne količine, tudi način življenja terja večje količine vode. V Vitanju pa trenutno je za tekoče potrebe vode še dovolj, ni pa rezerve in težave imamo na dveh področjih. Eno je na področju 7 domačij, mi rečemo tu na področju Spodnjega Brezna, kjer je v sušnih obdobjih motena oskrba in problematično je področje Stenice, ker se pojavlja zaradi površinskih virov motena kvaliteta vode ob močnejših nalivih in tudi hkrati pomanjkanje v sušnih obdobjih. Te zadeve zdaj rešujemo z dvema projektoma, za katera pripravljamo pripravo gradbene dokumentacije, ki bi jo radi pripravljali v letu 2021 do gradbenih dovoljenj, na sistemu Vitanju pa že tudi do izgradnje vodohrama in nekaj cevovoda. Je pa tako, da sem pri tem vprašanju omenil občinskemu svetu tudi možnost, če ne bo druge poti, najprej bomo seveda poskušali se prijaviti na ustrezne razpise, če ne bo druge poti, je možnost tudi najetja kredita, da rešimo dokončno to vprašanje. Kako ga rešujete zdaj? Trenutno ni večjih problemov, sploh letos je bilo dokaj normalno leto. Ob izpadih seveda smo primorani pomagati občanom z dostavo dodatnih količin, kar počno naši gasilci in se mi v tej priložnosti za to pomoč tudi zahvaljujem. En simbolični prispevek, finančni prispevajo občani sami, preostalo pokrije občina, tako da na tak način rešimo te probleme, ki so prisotni in jaz se zavedam, da je voda tista dobrina, ki zahteva vso pozornost. Koliko so pri tem potrpežljivi sami Vitanjčani, ki imajo te težave? Vitanjčani še pravzaprav imajo najmanj. V Vitanju po posodobitvi vodovodnega sistema, ki smo ga tudi intenzivno posodabljali zadnjih 15 let, denimo. Bil je v zelo slabem stanju, saj je šlo za sistem, ki je bil zgrajen med vojno. Danes praktično teh dnevnih okvar, ki so se takrat pojavljale, je zelo malo oziroma jih ni in zato tudi oskrba ni posebej motena. Je pa res, da ni rezerve in če se zgodi karkoli, recimo, če se iz tega sistema trenutno delujočega odpelje večjo količino vode nekam na teren, potem občutijo rahlo pomanjkanje najvišje ležeče hiše tukaj naselju Steinhof in na naselju Kompoševo. Tudi ta problem bo rešen za to novo pridobitvijo, ki jo snujemo. Če se zdaj ustaviva pri najmlajših, kako urejeno imate vrtčevsko varstvo, imate dovolj prostora, dovolj igralnic? Kako je pa recimo zdaj v teh zadnjih tednih? Vemo, da so bile občine dolžne poskrbeti za dežurstva v vrtcih. Kako je v Vitanju? Takole, sem preveril podatke in povedali so mi, da je trenutno v tem kriznem vrtcu, kriznem oddelku, če tako rečem,
zajetih 12 otrok, da ta skupina dela brez težav. Drugače imamo lep in urejen vrtec, ki pa je žal postal premali. Skupaj je v vrtec upisanih 72 otrok. Imamo to srečo, da je v Vitanju na razpolago še kaj dodatnih prostorov. Eden od teh je stavba, ki je v lasti župnišča, tako zvana kaplanija. To hišo nam je za umestitev enega oddelka vrtca dobrodušno odstopila brezplačno župnija Vitanje. En oddelek se nahaja v prostorih šole, ker je prostora za te namene dovolj. Tako da ni ostal prijavljen za vpis v vrtec zunaj noben otrok. Vsi so bili sprejeti lahko v oskrbo. Žal je pa situacija takšna, kot je, da morajo biti otroci letos zaradi razmer, ki so se zgodile doma, in smo hvaležni, da ljudje z razumevanjem sprejemljajo tudi to dejstvo in sprejemajo. In jaz upam, da bodo razmere čim prej dopustile, da se otroci vrnejo. Vidim sam doma, da imam vnuke, eno v vrtcu in vnuka v šoli, da si oba želita vrnitve med druščino. Otroci se hitro navežejo drug na drugega. Osnovnošolci imajo, rekli ste, dovolj prostora. Kakšne so razmere v šoli takrat, ko se otroci ne šolajo doma oziroma od doma? Takole, pred leti smo se lotili precej zahtevnega projekta. Rekla se mu je energetska sanacija šole. Takrat smo na vseh šolskih poslopjih zamenjali kritino in namestili ustrezno izolacijo, prenovili v celoti stari del šole in izolirali telovadnico in zamenjali energent za kurjavo. Tako da je po tistem, ko je bil dograjen zadnji prizidek šoli, ki je prinesel dovolj prostora, se slika izboljšala do te mere, da na daljši rok ne bo potrebno večjih vlaganj v same zgradbe oziroma večjih investicijskih vlaganj v osnovno šolo. Tudi zelo lepa in topla je naša šola, tudi precej priročna in mislim, da smo lahko zadovoljni, da takšno šolo imamo in da ne terja trenutno večjih vložkov. Tisto, kar pa je potrebno vlagati sproti, pa spremljamo in sodelujemo precej dobro in rešujemo sproti probleme. Je pa res, da snujemo v nadaljevanju, vkolikor bodo dopuščale razmere in bodo na voljo ustrezni razpisi, ob šoli še ureditev športnega parka in pripravljamo tudi potrebno dokumentacijo za izgradnjo novega vrtca, ki bo umeščen v sam kompleks osnovne šole. V letu 2021 bi čim prej prišli do gradbene dokumentacije in potem bomo budno spremljali prvo možnost prijave na katerega od ustreznih razpisov. Koliko težav imate v občini Vitanje z stanovanji? Stanovanjska problematika pri vas najbrž ni zelo pereča. Moram reči, da so razmerno malo. Najprej bom opozoril na eno dejstvo, ki je prisotno že kar nekaj let. Včasih je
bilo zelo močno poseljeno trško jedro. Danes se nam to staro trško jedro praktično prazni. Kaj je razlog? Razlog je ta, da se je precej izboljšal standard na podeželju in da veliko mladih ostaja na podeželju, ker si uredijo takšne in drugačne bivalne razmere, ki nudijo, vsaj po moji oceni, celo boljši standard kot samo življenje v starem trškem jedru. Tako da večjih pritiskov ni in tisti problemi, ki se pojavljajo, so sorazmerno lahko hitro rešljivi. Mi smo pozorni posebej na socialne stiske. Imamo določen fond stanovanj, ki zaenkrat zadostuje tem našim potrebam. Če zaznamo tako stisko, skušamo pristopiti k čimprejšnji rešitvi. Dejstvo je tudi, da v teh naših stanovanjih živi starejša populacija. Zgodi se, nažalost, da kdo tudi umre in zavečno odide in se na tak način zadeve praznijo in ko se izprazni, potem pač takoj nasnujemo zadevo tako, da skušamo s to prazno nastanitvijo komu ustreči, ki to nujno rabi. Gospod župan, kako razporedite proračunska sredstva, da omogočite kolikor toliko enakomeren razvoj občine, torej po vseh zaselkih, po vseh krajih? Enakomeren razvoj je nuja in sled tega tudi naša večletna zaveza, tudi moja osebno, ki jo skušamo reševati na tak način, da že recimo na začetku mandata približno predvidimo, kaj bi bilo tista pravična usmeritev investicij, ki bi zadostovala enakomernemu razvoju. Zato se poslužujemo rešitev v tem smislu, da predvidimo za 3-4 leta naprej, kam in kdaj je treba vlagati sredstva. Če smo pri cestni infrastrukturi, je to sorazmerno enostavno, pri planih, pri sami izvedbi pa malce težje, ker vedno nastane kaj nervoze, ko se nekomu ugodi, pa bi kdo rad kaj izsilil oziroma prerazporedil vrstni red. Trudimo se, da temu ni tako. Če povem točneje ali pa bolj enostavno, v tem zadnjem mandatu smo se najprej lotili investicij na Paki, kjer ni bilo novih investicij za celo vrsto let in je bila taka odločitev pravilna. Povedali smo, da bo naslednje leto na vrsti Brezen in je v letošnjem letu tudi bil. In povedano je bilo, da bi moral biti naslednje leto na vrsti Spodnji Dolič in tudi bo. In v naslednjem letu 2022 bi morala biti na vrsti Stenica in tudi mislim, da bo. Na tak način skušamo reševati enakomerno prerazporeditev sredstev. Majhna občina, poznavanje praktično skoraj vsakega prebivalca je po eni strani prednost. V tem primeru, ko pa ste pripovedovali, je pa včasih lahko tudi kakšna zadrega, ko človeka točno poznate, pa se je treba potem odločiti na osnovi tega, kar nekomu gre in mora ta počakati. Tako je, no, kdor hoče razumeti, ta razume. Kdor noče razumeti, pač ne razume in zaradi tega prihaja v glavnem do razhajanj. Na koncu pa, ko se predstavijo argumenti, potem so odločitve lažje in na koncu v bistvu se pa vse pozabi.
ko so investicije končane. Jaz mislim, da je vsaj v preteklih letih bilo tako, da smo bili še na koncu vsi veseli, ko smo končali, zaključili z načrti. Prej pa je vedno prihajalo do pomislekov takšnih in drugačnih in dvomim, da bo kaj drugače tudi v letih, ki so pred nami. Vedno bodo želje in potrebe se različno dojemale. Nekdo pa na koncu mora odločiti. Je pa tako, da je pa treba vedeti, no, in je ena redkih priložnosti, da to povem, da župan nima glasovalne pravice, da odloča občinski svet. Župan je tisti, ki je dolžan pripraviti predlog, tisti, ki hoče ta predlog spremeniti, pa mora v to prepričati v našem primeru 6 svetnikov, kar pomeni večino, in potem to odločitev tudi formalno potrditi, drugače pač to ne gre. Tako je bilo in tako bo, ker se drugače pač ne da. Se pa spomnim, ko ste rekli o tem, da potem se vedno dobro vse izide, tega odprtja v središču kraja, spomenika, parkirišč, kako zelo zadovoljni so bili potem občani, kako veseli so bili nove pridobitve in kako se je to pravzaprav prav čutilo, ta povezanost med njimi. Mislim, da ja, da se je na koncu opazilo zadovoljstvo, se je pa resnično precej polepšal ta prostor. Še bolj pa sem bil presenečen pred nedavnim, ko sem tam srečal enega našega občana, ki ga, ne vem, najbrž nisem srečal doslej nikoli. Se je pa k nam priselil pred leti iz Srbije. Živi pri nas in pridno dela. Prijazno me je pozdravil in zapletla sva se klepet in bil sem presenečen na čestitko, ki mi je izrekel. Je rekel, čestitam za vse postorjeno. Ne vem, če se zavedate, kako lepem okolju in mirnem okolju živite. Samo tako naprej. Jaz sem zelo srečen, da lahko živim med vami. Tako da je včasih preseneti tudi kak tak lep odziv, ki moram priznati dobro dene. Gospod Slavko Vetrih, kako daleč ste s pripravo proračuna za leto, ki prihaja? Primerno za ta čas, takole, proračun je bil pred nedavnim na zadnji seji, predlog proračuna je bil sprejet v prvem branju, kar pomeni, da se bomo lahko na naslednji seji, predvidoma 17. decembra, ponovno srečali s tem predlogom in iskali potrditev, kar bi pomenilo možnost takojšnjega začetka določenih investicij. Veliko stvari je rokovno pogojenih, neke določene prijave morajo biti končane že v mesecu februarju, zato je praktično ta priprava bila nuja in tudi sama procedura sprejemanja je nuja. Upam na trezno odločitev in na potrditev. In če bo vse po sreči, bo spet to en dober temelj za številne investicije, ki bodo zadostile številnim potrebam naših občank in občanov že v prihodnjem letu. Kaj je tisto, kar si želite, kar načrtujete, če se mogoče tukaj ustaviva pri tem, da je bilo marsikaj postorjenega v predprejšnji finančni perspektivi, tudi s pomočjo evropskih sredstev, v prejšnji, ki se zdaj izteka, prav nič praktično niste dobili, a računate zdaj v tej novi, da bi se dalo kaj iztržiti za občine? Definitivno računamo. Mi smo v preteklih letih bili precej uspešni, kar se tiče črpanja. Je pa res, da so v zadnjih letih
te aktivnosti povsem zastale. Mislim, da je tu glavnina krivde na strani države, ki ni posegla z primernimi ukrepi, ki bi spodbujala in skušala reševati to situacijo. Zdaj se obljublja ta velik paket denarja iz Bruslja, ki bo, po moje, ko nam bo dodeljen, terjal hitre odzive in ravno sled tega je v teh 38% proračunskih sredstev, ki naj bi jih v letu 2021 namenili investicijskemu delu, tudi precej načrtov, ki bodo pomenili temelj za možnost prijave. Ena od teh bo gotovo projekt Otroški vrtec, potem pripravljamo projekt Mrliška vežica, projekt Športni park in prej omenjena in nujna oba projekta vodooskrbe in še bi se našlo kaj manjših, tako da se zavedamo napolno, da moramo biti pripravljeni, ko bodo možnosti odprte. Za snemanje današnjega pogovora ste, gospod župan, izbrali pravzaprav prostore v Centru vesoljskih tehnologij Nordung. Gre za arhitekturno čisto posebno stavbo, ki svojo mogočnostjo pri obiskovalcih, sprva tudi pri Vitanjčanih, gotovo izzove navdušenje, tudi čudenje, kaj takšna mogočna in posebna zgradba dela sredi majhnega kraja, kot je Vitanje. Ja, odločitev za to hišo je bila ena težjih tudi pri meni osebno. Spočetka, ko mi je bil sam projekt predstavljen, priznam, da sem bil poln pomislekov, da bo zadeva prerobustna, da bo kazila kraj. Kasneje so mi arhitekti poslali vizualizacijo samega projekta po računalniku in takrat sem se pomiril. Še povem ali pa ponovim, kar sem že kdaj povedal, da sem spočetka jih hotel prepričati, da bi gradili kaj arhitekturno krajino značilnega. Pa me je eden od arhitektov vprašal, koliko imaš pa župan hlevov v občini. Pa sem rekel, precej, ja, je rekel, pa vidim, da lepe. Bi imel še enega? Sem rekel, pa mogoče še enega. Pravi, ja, saj bi tudi bilo, ampak povem ti naprej, tega ne bo hodil gledati nihče. Hiša mora biti drugačna, da bo mikavna. In gospodje so imeli prav in jaz sem jim še danes hvaležen in mi večno bom, da so me prepričali. Je pa tako, da človek rabi nekaj časa, da absorbira to formo, ki pa je, moramo priznati, edinstvena v svetovnem merilu. Ne vem, če sploh kje stoji popolnoma identična hiša. Vem za eno, ki je precej podobna, pa je najbrž bila malce pokopirana pri nas, ampak o tem kdaj drugič. Je zelo uporabna, ne terja dosti vzdrževanja, kot pa je pokazal čas, pa je to tudi objekt, ki daje številne možnosti tudi za primeren zaslužek s svojo dejavnostjo. Se je pa treba lotiti s preudarkom in razmislekom in s pravimi ljudmi in s pravimi idejami. Jaz sem malce razočaran in malce vesel vsega tega, kar se je zgodilo. Zdaj na zadnje čase počasi prihajamo na en bližnji skupni imenovalec in sem vesel tudi teh zadnjih skupnih uspehov in škoda, da se je zgodilo letos to, kar se je zgodilo s to korono.
ravno v času, ko se je kazal precejšen ponovni razcvet obiska v tej hiši, ravno zaradi mikavnih eksponatov, ki so še vedno tu. Omenite mogoče mimogrede tistega najbolj mikavnega? Ja, seveda lahko kamen iz Lune, še po nekaj časa tu, trenutno sameva in čaka, da ga kdo obišče. Nažalost je tako, nismo krivi, nihče ni kriv, pač gre za višjo silo, tudi to vesoljsko oblačilo. Lejte, tudi če se bo stvar končala tako, da bodo ti eksponati morali poromati naprej, jaz verjamem, da je na svetu še toliko naših prijateljev, da bomo stuhtali nove naveze in pripeljali nove mikavne eksponate in vesoljska tematika je to tako široka, da se ne bo izpela tako hitro, bomo mi prej odšli in da bo ta hiša še lahko pokazala marsikaj zelo, zelo zanimivega. To je moje videnje. Kakšen pa bo praznični december v Vitanju? Najbrž se ne bo kaj dosti praznovalo, tako kot tudi drugotne. Vse prireditve letos žal odpadejo, tako bo tudi pri nas. Skušali bomo pač nekaj vzdušja pričarati z skromno praznično dekoracijo oziroma z okrasitvijo samega kraja, vse drugo pa bo nažalost moralo počakati. Zdaj smo vsi skupaj nekako bolj zavezani domu. Ko smo se jeseni enkrat oglasili pri vas, ste nas tako prijazno peljali na svoj dom, radi ste doma, ponosni ste na dom in tudi na kmetijo, ki jo imate, ki jo vzdržujete skupaj z družino. Na tej domačiji naši nas trenutno živi 7 ljudi. To so naši ta mladi hčera in njen partner, pa 2 vnuka, pa ženina mama, se pravi tašča, in midva za ženo. Tako na samoti smo, za delati imamo toliko, da nam ni dolg čas. Dela smo vajeni, čeprav kdo pravi včasih, da se kaj česa ne izplača, ampak vseeno držimo našo domačijo pri življenju. Meni osebno je morda še najbližje, ker sem na tej domačiji pač bil rojen in sem iz malega vajen tega kmečkega dela in opravil. Dokler bom lahko, bom pač to počel, kar počenjam že praktično celo življenje. Je pa seveda po svoje tudi zanimivo, da lahko prenašam ta način življenja tudi na mlajši rod. Ko se je rodil sin in mi ga je rodil vnuk in mi ga je hčera položila v naročje, mi je izrekla ena prošnja, je rekla: "Ati, če boš lahko delati, mi ga nauči." In mislim, da mi to kar zelo dobro uspeva. Vidim, da ta vnuk zelo pazljivo dojema vse tisto, kar mu pokažem, in je zelo priden in delan in se posledično prenaša to tudi na malo vnukinjo in mislim, da jim take izkušnje ne morejo škoditi v življenju. Ne samo na dom, domačijo, svoje domače, zelo ponosni ste tudi na Vitanjčane, na svoje prebivalke in prebivalce, na občino Vitanje. Sami pravite, da je v 25 in nekaj letih, kar je občina samostojna, dosegla velik razvoj. Po moje, ja, no, osebno ne rad hvalim
nečesa, kar nima osnove. No. Tisto, kar pa ima in zasluži pohvalo, je pa po moji oceni treba pohvaliti. In kakor žekoli povem, da se morda včasih premalo zavedamo teh uspehov, ki so bili doseženi v vseh teh letih na različnih področjih, bili pa so doseženi zato, ker smo v danih in odločujočih trenutkih premogli trezno presojo, premogli smo vizijo, imeli smo priložnosti, znali smo jih izkoristiti, to pa zato, ker smo premogli tudi malce drznosti. Včasih si je treba preprosto pri nekaterih zadevah malce upati. Več kot se zdi na prvi pogled možno. Tako za povrh pa so Vitanjčani zelo pridni in delovni ljudje, ki zelo skrbno skrbijo tudi vsak za svojo imovino, zelo to vpliva na naš skupni dosežen standard. Vsak na svojem področju si je, kjer je le lahko, zelo lepo uredil bodisi svojo posest, svojo hišo, svojo delavnico, svojo tovarno ali kakor žekoli. Navajeni so dela in znajo prenašati seveda ta znanja in izkušnje tudi na mlajše rodove in sem vesel, da tudi mladi rod zelo intenzivno dela na nadgradnji vsega tistega, kar so postorili v preteklih letih naši predniki. Posebej opazno je to v obrti in na kmetijah, ki jih prevzemajo mlajši rodovi, tako da se ni bati, da ne bi šel razvoj naprej. Vitanjčani po moje ne rabijo posebej velikih sprememb, če bodo vztrajali pri ustaljenem načinu življenja, bo tista čisto prava in po moje oceni tudi v nadaljevanju precej uspešna pot. Gospod Slavko Vetrih, župan občine Vitanje, želim vam veliko poguma, veliko drznosti, kot ste rekli, in včasih tudi predrznosti, da se uresniči vse tisto, kar ste si začrtali za prihajajoče leto. Danes pa hvala lepa za pogovor. Hvala lepa tudi vam, vaši ekipi, vse lepo in dobro vašim gledalkam in gledalcem, vsem skupaj, posebej Vitanjčankam in Vitanjčanom pa bi se rad oddolžil z sledečimi željami. Vse, kar v novem letu bi grenilo vam življenje, naj gre mimo vaših vrat. Zdravje, sreča, mir in zadovoljstvo pa naj vas spremljata neštetokrat. Hvala lepa.